Jaz sem pa prišla pogledat, kako poteka delo veterinarja. Ja, danes bomo mi vama pokazali mladičke, mačje mladičke, ki jih bomo klinično pregledali, jih bomo cepili prvič proti kužnim boleznim in pa postrigli krempeljce. Kaj pa je z njimi narobe? Njihova mamica se je pritepla na eno kmetijo in je bila breja, imela mladička. In na tej kmetiji so rekli, da jih v bistvu pač ne morejo obdržati in zdaj so v naši oskrbi in v primerni starosti, ko bodo veterinarsko oskrbljeni, bojo šli v nov dom. Tako da z njimi v bistvu ni nič narobe, so samo eni veseli mačji mladiči. Kaj pomeni veterinarsko oskrbljeni? To pomeni za mačje mladičke, da bojo cepljeni proti kužnim boleznim, da so razgliščeni in razbolhani, ker lahko imajo dosti zunanjih in notranjih parazitov, in pa da bojo v nov dom šli sterilizirani, kastrirani, da ne morejo več imeti mladičkov. Kako pa sta stara? Glih danes imata rojstni dan, imata 2 meseca. Vse najboljše. Pri koliki starosti pa lahko mladičke ločimo od mame? Po dopolnjenem 12. tednu. Pogledamo sluznico, mora biti taka rožnata. Ne sme biti kakega izcetka očesnega ali pa nosnega. Tu potipamo bezgavke, da niso povečane. Kako pa poslušamo srce? Srce pa poslušamo s posebno napravo, ki se reče stetoskop. A hitro bije? Ja. Zelo hitro, ne? Tup, 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 tup. Proti čemu jih bomo pa cepili? Proti 3 boleznim, mačji panlevkopeniji, herpes virusu in pa kalici virusu. To je že cepivo pripravljeno, zmeša se 2 steklenički, tekoči del in pa prašek. Potem se pa jih cepi v kožno gubo na vratu. Blaž bo prinesel mucka. Zna malo zamjavkati, ker mu bo malo čudno, kaj se dogaja, ampak ponavadi jih to ne boli. Ga zaboli? Ja, mičken, ampak to je, kot da bi nas nekdo pičil v kožo in ne boli res grozno, ampak se ustraši, ker mu je nekaj čudnega. Pa to so še muci, ki niso glih navajeni ljudi, človeške bližine in so zdaj še malo na socializaciji, da se bodo čisto navadili. A smo zdaj že končali? Ne, mi imamo v bistvu veliko mačjo družino, imata še 4 bratce in sestrice. A jih gremo še iskat? Ja. Koliko je pa fantkov pa punčk? V tem leglu so 4 fantki in 2 punčki. Lahko pa že mi tu na videz povemo, da je to punčka, zato ker vse muce, ki imajo 3 barve na sebi, sivo, oranžno pa belo, so samičke. In pa še k tebi, ko imata oba oranžna. A ne? Best friends. Kaj je narobe, če ljubčka mucka? Ni narobe. Oni so vsi pregledani, vsi so razgliščeni, razbolhani, nimajo kakih bolezni. Kaj so pa to ene navadne škarje? To so pa škarje za striženje krempeljcev. Ker notranjim mucam strižemo kremplje. Vidiš, kako ostre in dolge imajo. Ja. In je fajn vsaka 2 tedna, vsake 3 tedne. Moramo pa paziti, da jih ne postrižemo tistim mucam, ki hodijo ven, ker če postrižemo krempeljce, ne morajo recimo pobegniti pred kakim psom na drevo in je lahko to za njih nevarno. Tako da oni, ko živijo zaenkrat še pri nas v boksu, jim lahko strižemo krempeljce. A to mucke kaj boli? Ne, to je tako, ko si ti strižeš nohte. Te tudi ne bolijo, ne dane. Kire lastnosti so pa pomembne, da si lahko veterinar? Ja, na prvem mestu moraš imeti zelo rad živali, moraš biti se pripravljen kar dosti učiti, ker je študij zahteven in naporen in pa veselje do dela. Radoveden moraš biti. Katere živali pa najbolj pogosto pripeljejo sem? Najpogostejši so psi in mačke. Vedno več je pa tudi kuncev, morskih prašičkov, hrčkov, plazivcev, recimo legvanov, kameleonov, gekonov. Evo, družinica. Zdaj jim bomo pa prinesli tortico, da jih nagradimo, ker so bili tako pridni ob cepljenju in pa za rojstni dan. Evo. Kaj pa, če bi mi pesnico zapeli? Ja, dejte, to bi bilo pa zelo lepo. Dejmo. 3, 4, zdaj. Vse najboljše za vas, vse najboljše za vas, vse najboljše, dragi mucki, vse najboljše za vas.